Lepo pozdravljeni, drage obiskovalke in obiskovalci. Dobrodošli na regijskem Maroltovem srečanju odraslih folklornih skupin Osrednje Slovenije 2023. Nocoj bomo spet, vsaj za trenutek, skupaj odstrli tančico žive preteklosti. Folklorno udejstvovanje je nadvse pomemben element ohranjanja kulturne dediščine. Ne pomeni le ta kulturna dediščina, namreč ne pomeni le starih, razpokanih zidov ali zaprašenih knjig, je veliko več. So zgodbe naše skupne preteklosti, ki odgovarjajo na vprašanja, kako so naši predniki živeli, verovali, kako so se lotevali različnih del, kakšne tehnologije so uporabljali ali iznašli, kako so žalovali in kako so se veselili. Prav zgodbe iz preteklosti so nas izoblikovale v to, kar smo danes. Ostaline preteklosti so naš skupni spomin, naša skupna identiteta. Če poznamo svojo preteklost, lažje razumemo sedanjost in oblikujemo boljšo prihodnost. Nocoj bomo na odru Vrhniškega Cankarjevega doma dobrodošlico izrekli 7 folklornim zasedbam, ki vestno ohranjajo staro znanje in veščine ter nadaljujejo delo prvega slovenskega etnokoreologa in etnomuzikologa Franceta Marolta, katerega ime nosi tudi naše srečanje. Da delo folklornih skupin vsako leto napreduje, skrbijo tudi strokovni spremljevalci revij. Danes sta z nami dr. Tomaž Simetinger in Klemen Bojanović. Veseli smo, da se je pridružila tudi gospa Tjaša Ferenc-Trampuš, producentka za folklorno dejavnost pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti in vodja izpostav koordinacije Osrednja Slovenija. Naj na kratko predstavim strokovna spremljevalca. Etnolog dr. Tomaž Simetinger je svojo pot med folkloristi začel v Črni na Koroškem. Nato se je pridružil folklorni skupini Emona v Ljubljani in nazadnje prestopil v akademsko folklorno skupino France Marolt, kjer je leta 2010 prevzel tudi umetniško vodstvo. Je avtor ali soavtor številnih odrskih postavitev, vodi seminarje za vodje folklornih skupin in aktivno raziskuje na terenu. Harmonikar Klemen Bojanović je ljudsko izročilo začel spoznavati že v osnovnošolskih letih. Od takrat je deloval v številnih štajerskih skupinah kot glasbenik in avtor priredb. Trenutno vodi glasbeno zasedbo ŽKUD Tine Rožanc, ob seminarjih in delavnicah za inštrumentalno ljudsko glasbo, pa tudi redno piše priredbe za folklorne skupine. Ljubiteljsko poustvarja ljudsko izročilo z različnimi zasedbami, s katerimi želijo izročilo predvsem približati širšemu občinstvu. Vam, dragi obiskovalci, bomo nocoj približali folklorno izročilo širšega slovenskega etničnega prostora, Koroške, Šmarja, Sap in okolice, Dolenjske, Gorenjske, Koroške in Bele krajine. Začeli bomo v slednji. Kot prva se nam bo predstavila gostujoča skupina iz Črnomlja. Na programu je namreč prišlo do majhne spremembe. Folklorna skupina Dragatuš, ki jo sestavlja okoli 100 folklornikov, združenih v otroški in odrasli skupini. V zadnjem desetletju so člani opravili številne terenske raziskave po Beli krajini in z novimi odrskimi postavitvami, godčevskimi vižami, pesmimi ter kostumsko podobo poskrbeli za bolj pristno in bogatejšo podobo belokranjskega ljudskega izročila. Skupina v zadnjem času raziskuje prisotnost manj znanih glasbenih inštrumentov v Beli krajini. Leta 2020 je ob podpori Javnega sklada za kulturne dejavnosti Črnomelj izdala tudi brošuro Citre v Beli krajini, ki odkriva, da so na citre in oprekelj nekoč pogosto igrali tudi Belokranjci. Trenutno folklorna skupina Dragatuš ob strokovni podpori Klemna Bojanovića raziskuje male harmonike oziroma bandoneone, koncertine oziroma harmonkce. Ta inštrument bo kmalu popestril tudi godčevski sestav skupine, ki jo vodi Tadej Fink. Večer bomo tako začeli v pričakovanju magičnega kresnega večera s koreografijo na Ivanje večero.
Njena avtorica je Zdenka Bezdirc, glasbeno priredbo pa so pripravili člani skupine. Zvrstili se bodo plesi Puštrtanc, Šrotiš, Lepa Anka in Žakle Šivat. Folklorna skupina Dratatuš na Ivanje večero. Zapievam sabo pjesmo na Ivanje
skupini Draga Tuš. 8 plesalcev, 13 plesalk in 4 glasbeniki ljubujejo zakonom gravitacije, pravijo v folklorni skupini Bistra, ki deluje kot samostojna sekcija kulturnega društva Borovnica. Vztrajno in neustrašno se trudijo približati idealom folklorne dejavnosti. V obdobju od ponovne ustanovitve se skupina redno udeležuje območnih srečanj, bogati kulturno življenje v občini, obiskuje srečanja v tujini in gradi svoje plesno znanje ter lasten fundus folklornih kostumov. Volje in energije članom nikakor ne zmanjka, kar dokazujejo številni uspešno zaključeni projekti in sodelovanja. Vodja skupine je Tanja Drašler, ki je tudi avtorica koreografije Saj želiva isto si oba. V njej preplet hitrih in počasnih motivov sestavljajo plesi Potrkana mazurka, Veverica, Cvajšrit, Malender in Pastirica. Z na videz enostavnim, a stilsko zahtevnim prepletom plesnih korakov želijo plesalci ponazoriti moški in ženski princip ter napetost, ki veje med njima. Glasbena priredba je delo Klemna Bojanoviča, kostumsko podobo pa so oblikovali člani skupine. Folklorna skupina Bistra, Saj želiva isto si oba.
skupini Bistra, naslednja pa se nam bo pridružila mladinska folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora. Sestavljena je iz mladih plesalcev in plesalk, ki jih poleg ljubezni do plesa in ljudskega izročila druži še veliko več. Gre namreč za mladostnike, ki so se kot skupina izoblikovali že v zgodnjem otroštvu in tako stkali močna prijateljstva, ki jih še vedno držijo skupaj. Plesalci in plesalke tako že od malih nog pilijo in se učijo plesov širšega slovenskega etničnega prostora. V koreografiji Preja bodo oživili nekdaj zelo pomembno žensko opravilo, ki se je ob zimskih večerih nemalokrat razvilo v pravi družabni dogodek. Avtorica Preje in vodja skupine je Lea Onufrija, avtorica glasbene priredbe pa Alja Šlenc. Pred nami se bodo zvrstili plesi Sprejemalka, Kotulska polkica, Bajeriš, Bavarska polkica, Veverca in Pastirica. Mladinska folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora s koreografijo Preja. Glejte, da se ne opijante, ko naprejo pridete. Da ne boste piskali, ko jih boste slišali, ko jih boste slišali. Morenino deklice, saj smo za Prejo vedno vse, saj smo za Prejo vedno vse. Dober večer. Dober večer. Nismo pa slišali, da se prvaš bajk prede, pa smo prišli malo pogledat. A gremo lahko naprej? Ja, seveda. Ampak samo, če bomo eno skupaj zašpilali. Točno tako. Tisto pa bomo, kjer pa bomo?
mladih pa k veteranom. Folklorna skupina Tine Rožanc Veterani v svojem sestavu združuje plesalce in godce z veliko kilometrine, tako v korakih, notah, kot dejanskih kilometrih na svojih poteh in na plesnih odrih. Bistvo njihovega plesa in igranja instrumentov ni samo v tem, da hočejo, ampak tudi, da zmorejo. Ko ples postane harmonija dolgih let usklajenosti v paru in skupino ter glasbeniki, ki vse skupaj povežejo v celoto, ki očara, je naše poslanstvo doseženo, pravijo veterani. Lepo je biti mlad in poskočen in vse to smo bili, sedaj pa v umirjenosti vso to poskočno mladost prelijemo v uglajeno in elegantno odplesane plese. Zgodovina delovanja skupine je dolga in bogata, pa vendar takrat, ko se pojavijo na odru, zanje šteje le to, da se sporočilo plesa prelije z odra med gledalce in da začutite, da še vedno plešejo in igrajo s srcem. Vodja skupine je Marko Kosmač, avtorica koreografije Koroški plesi iz Podjune, pa Nevenka Hribovšek, glasbena priredba je delo Vlada Podlogarja. Plesalci nas bodo postavili v vzdušje ohceti, kakršne so se nekoč odvijale na Koroškem, ko je slavje trajalo 2 ali 3 dni. Po plesih Malender, Mazurka in Mlinček se veseljačenje zaključi z jutranico, ki pozdravlja nov dan in vošči vse dobro mladoporočencema. Folklorna skupina Veterani društva Tine Rožanc. Hojla, fantje, vstajajte, vstajajte, dekleta in ženi. Svetlo se začelo svitati, temna noč nam beli dan rodi. Svetlo se začelo svitati, temna noč nam beli dan rodi. Ptičice po lufti letajo, nizko se na vejah sedajo, žvrgolijo pesem jutranjo, nam pa dobro jutro
Naslednja se nam bo predstavila prva veteranska skupina v Sloveniji. Njeni začetki segajo v leto 1982. Nadeli so si ime COF, Klub optimističnih folkloristov. Skupino sestavljajo plesalke, plesalci in muzikanti, ki kljub številu križev, ki jih nosijo, z veseljem in radostjo ohranjajo slovensko ljudsko izročilo. V mladosti so bili vsi člani različnih študentskih skupin, slovenski ljudski ples pa so vzljubili do te mere, da je postal način življenja. Zato si ga še vedno prizadevajo ohranjati za prihodnje generacije. S plesom in petjem ne osvajajo le doma, pač pa tudi drugod po Evropi. Pogledali so tudi čez Atlantik, v Mehiko, Brazilijo in na Tahiti. Pravijo, da tujci občudujejo slovenske narodne noše in so navdušeni nad plesno izraznostjo, ki jo premorejo člani skupine. Koraki morda niso več tako poskočni kot nekoč, pravijo, vendar so desetletja plesnih izkušenj opazna v vsakem. Vodja skupine optimistov je Gorazd Mušič. Danes se nam bodo predstavili s koreografijo Mirka Ramovša, Šmarje Sap, v kateri bomo videli plese iz okolic teh vasi, ki so sicer podobni gorenjskim ali dolenskim, a imajo nekaj posebnosti, ki jih drugje ni zaslediti. To bodo Štajriš, Zibenšvit, Nizki valcer, Visoki valcer in Sotiš. Avtor glasbene priredbe je Julijan Strajnar. Folklorna skupina COF, Klub optimističnih folkloristov. Dekle, delaj put.
Hvala klubu optimističnih folkloristov. Naslednja pa bo nastopila zasedba Združenih folklornih skupin Šumnik iz Borovnice in Klas iz Horjula. Folklorna skupina Klas iz Horjula že od leta 1978 deluje pod okriljem Prosvetnega društva Horjul. Folklorna skupina Šumnik iz Borovnice pa deluje v okviru tamkajšnjega kulturnega društva od leta 2001. Po leti 2021 je z združitvijo skupin nastala kar 50-članska skupina mladih nadebudnih plesalk in plesalcev, ki se zbirajo na vajah dvakrat tedensko, ob sredah v Borovnici, ob petkih pa v Horjulu. V tem času so se spletla številna prijateljstva. Združeni mladi dokazujejo, da skupaj res zmoremo več. Vodja skupine mladih folklornikov je Marija Čipič-Rehar, ki je tudi avtorica koreografije dolenjskih plesov Med dvema stoloma. Ta pripoveduje o ljubezenski dilemi mladega študenta, ki se ob vrnitvi domov znajde pred pomembno odločitvijo. Zgodba se bo odvila skozi plese Neukatolisch, Mazurka, Einspolka in Zweischritt. Glasbena priredba je delo Eve Grmek, kostumsko podobo je oblikovala doktorica Marija Makarovič. Folklorni skupini Šumnik in Klas s spletom Med dvema stoloma. Ljubil jo je
In prišli smo do zadnje skupine, ki se bo predstavila nocoj. To je folklorna skupina Tine Rožanc, ki spada pod okrilje Železničarskega kulturno-umetniškega društva Tine Rožanc. Številne generacije povezuje že od leta 1949. Poleg vodilne skupine, ki jo večinoma sestavljajo dijaki in študenti, delujeta tudi otroška in veteranska sekcija. Folklorna skupina Tine Rožanc se redno udeležuje državnih srečanj, kot je današnje, in prireja lastne letne produkcije, katerih avtorji so člani skupine pod vodstvom mladih koreografov. Letne produkcije razkrivajo izjemno raznolike pristope poustvarjanja slovenskega glasbenega in plesnega izročila, ki so odraz kreativnosti in prizadevanja celotnega društva. Rožanske letne produkcije polnijo dvorane v ljubljanskem Cankarjevem domu in drugod po Sloveniji. Folklorna skupina pa se udeležuje tudi najrazličnejših mednarodnih festivalov po Evropi in drugod po svetu. Vodja skupine je Gašper Toman. Nocoj se nam bodo predstavili z interpretacijo plesov z območja Gorenjske. Kovtre Šivat, Štajeriš, Svatovska, Mazurka in Potrkana. Koreografijo Gorenjski niz je pripravila Nina Mažgon-Miller, glasbena priredba je delo Primoža Gnidovca. Folklorna skupina Tine Rožanc.
Drage obiskovalke, dragi obiskovalci, naše srečanje smo tako pripeljali do konca. Zato bi se s cvetjem radi zahvalili vodjem skupin, ki so se nocoj predstavile na regijskem Maroltovem srečanju odraslih folklornih skupin osrednje Slovenije. Vse skupine prejmejo tudi srebrna Maroltova priznanja. Na oder zato vabim vodji izpostav Javnega sklada za kulturne dejavnosti Logatec in Vrhnika, gospod Tanjo Primož-Kufca in gospod Natašo Bregant-Možina, da podelita priznanja vodjem zasedb. Prva, ki je nocoj nastopila, je bila folklorna skupina Dragatuš, vodja je Tadej Fink. Prosim, da se nam pridruži. Folklorna skupina Bistra je nastopila kot druga, vodja skupine je Tanja Drašer. Mladinsko folklorno skupino Hud Oton Župančič Sora vodi Lea Onufrija. Bodo prevzeli njeno ime. Veterani Tine Rožanc delujejo pod vodstvom Marka Kosmača. COF, klub optimističnih folkloristov, vodi Gorazd Mušič. Ga bomo poiskali. Naslednja je bila folklorna skupina, združena skupina Klas Horjul in Šumnik Borovnica, vodja je Marija Čepič-Rekar. In kot zadnji so se nam predstavili folkloristi skupine Tine Rožanc, vodja je Gašper Toman. Je kakšen predstavnik skupine COF med nami, da bi prišel po priznanje? So že vcivili. Bo gospa Nataša še par besed povedala? Ja. Kot gostiteljica tega čudovitega današnjega folklornega dogodka seveda vas toplo pozdravljam vse v dvorani in vse plesalce, ki so nam olepšali današnji večer. Ja, ne samo plesalci, krasni inštrumentalisti in seveda tudi pevci. Prekrasne odrske postavitve, zanimive koreografije, zelo različne, krasne, bogate glasbene priredbe. Hvala, da smo vas lahko gostili. Hkrati pa je bila to tudi prireditev Cankarjevi dnevi na Vrhnike, festival, ki je res bogat v svojem naboru prireditev kulturnih in to je bil en biser v tem nizu, ki se bo vrstil cel mesec maj. Tako hvala Zavodu Ivana Cankarja, ki nam je omogočil današnji večer. Hvala Rudiju, tehniku, ki je še bolj omogočil današnji večer. En aplavz.
Zahvaljujem se tudi celotnemu timu mojih pomočnic in pomočnikov, kar veliko jih je, in zdaj pripravljajo tudi postrežbo za naše plesalce in inštrumentaliste, tako da, ko se bomo uspeli vsi preobleči, vabljeni v avlo Cankarjevega doma. Mentorji pa se bomo čez čas po nekaj požirkih dobili v moji pisarnici, ki jo imam zelo rada, in vas bom gostila na okrogli mizi z strokovnima spremljevalcema Klemenom Bojanovičem in Tomažem Simetingerjem. Ja, tudi Tjaša bo z nami in bo pazila, da bo povedano vse, kar je treba. Pa še ona bo kaj povedala. Torej, en dober večer, naj vam bo lepo še naprej, nam bo tudi. No, ker se je Nataša že zahvalila večini tistih, ki so odgovorni za tale lep večer, naj jaz omenim le še občine, ki so podprle dogodek, Logatec, Vrhnika, Borovnica in Log Dragomer. In še enkrat zahvala vsem nastopajočim, ki so res poskrbeli za poskočen, pisan in bogat večer, ter hvala vsem vam, ki ste s svojim odzivom omogočili dobro počutje nas na odru. Z vami sem bila tudi Sanja Rejc. Lep večer še naprej in lep Cankarjev maj. Lahko noč.